Hi, and welcome to another episode of Your Voice podcast. Today with me is Katka. Katka was also my guest in some previous episodes, and we were talking about astrology. Now, this podcast is again very special. It's in Slovene, but nevertheless very important because we share so many interesting information, especially in our time today. So I will say hi to Katka, and then, of course, we will continue in Slovene. So hi, Katka. Welcome. How are you? You okay? Very well, thank you. Very well, super. Torej, zdaj pa nadaljevala kar v slovenščini in že prejle sva se pogovarjali, preden sva začele snemati o eni zelo posebni dobi, v katero vstopamo in sva jo kar poimenovali vodnarska doba, je tako? Pa če nam, Katka, mogoče malce poveš z tvojega vidika kot astrologinja, če te smem tako seveda tudi naglasiti, oziroma mi povej, oziroma nam povej, kako dejansko to vpliva na nas vse, na posameznika in tako naprej. Ja, dejansko se ta vodnarska doba zelo povezuje z Plutonom, ki je stopil v vodnarja, tukaj bo vse do leta 44. To Wow, pomeni kar precej časa, ja. kar precej časa. Ja, zdaj ga imamo še na začetnih stopinjah, tako Mhm. da dejansko se samo mogoče malo kaže, v katero smer bo šlo. Wow. Seveda je tukaj tudi zelo bolj pomembno, premalo je gledati samo Plutona, ne, kje se nahaja in kako se nahaja, ampak je treba potem tudi spremljati druge planete, kako vplivajo, kaki ritem imajo med sabo. Tako da to je to, Zanimivo. je pa res, da Pluton je najdlje časa v svojem znamenju, kajti je zelo počasen, zelo daleč od Zemlje oddaljen in nekako v hierarhiji velja kot najmočnejši planet. Tako da bo zelo dolgo časa vplival na nas skozi vodnarja. Ko je planet v prvih stopinjah, Katka, napram recimo, ko je v kasnejših stopinjah, kaj pa to pomeni, recimo, ko začne torej v prvih stopinjah? Rekli ste, da se nakazuje, kam bo šla smer, ampak nima še toliko moči, ali ima? Ali kako je potem Nima. s tem? Na začetku je tako, da se zaganja mogoče. Potem okej. kasneje, sploh so Mhm. planeti močni, najmočnejši so v bistvu tik preden stopijo v neka nova znamenja. Se pravi, ko imajo takrat ima on vso znanje ali pa vse izkušnje nekega znamenja v sebi. Tako Zanimivo. nekako, zelo. Zelo, ampak je pa spet zelo odvisno od tega, kje imamo mi planete postavljene, ne. Se pravi, če jih imam jaz na koncu, v rojstni karti bolj proti koncu, potem to Plutona še zdaj recimo ne bi čutila toliko, koliko pa, če ga imamo na začetku. Vendar je pa treba še eno stvar tukaj opozoriti, da Pluton oziroma ta vodnarska doba se bo tudi zelo, zelo čutila bolj na tem kolektivnem, še bolj pa na svetovnem nivoju, na kar mi sploh ne bomo imeli vpliva. Vpliva. Ne, nekje- sicer bo Pluton, samo če lahko še to dodamo, Seveda. osebno vplival tam, kjer imamo mi znamenje Škorpijona oziroma kje imamo mi vodnarja. Zaradi tega, ker je treba ne samo to, tam, kjer imamo vodnarja, ampak tam, kjer imamo tudi Plutona. Zakaj? Zato, ker ne Plutona, Škorpijona, ker je Škorpijonu vlada Pluton, ne. Tako da to je zelo, se pravi, povezano. Da potem tudi gledamo, ali so katere stvari aktivirane, ali je samo prehod, ponavadi je vedno kombinacija vsega. Nekje sem prebrala ali pa morebiti celo slišala, da so najbolj pomembni pri astrologiji osebni planeti in bilo mi je potem predano, da osebni planeti pomenijo Mars, Venero, se pravi tisto, ki so bližje Soncu, in pa da ti kolektivni, če tako rečem, planeti niso tako zelo pomembni. Ampak ti pa recimo praviš verjetno, da so vsi, oziroma je potreba vedno vse pogledati, je tako? Vedno je, saj tudi ostali astrologi jih pogledajo, zagotovo jih, Seveda. vendar je seveda ful razlika, če imam jaz ascendent v Škorpijonu, ja, avtomatsko zame je Pluton zelo pomemben, ker Škorpijonu vlada Pluton in Mars, ne. Ampak seveda najpomembnejša v našem horoskopu, bi jaz rekla, Luna, Sonce, Merkur, Venera pa Mars, to so res osebni planeti, ti nekoliko bistveno, pa tudi hec je, ker so bistveno hitrejši. Luna zelo hitro zamenja znamenje, te njene faze so zelo, zelo hitre, tako da smo zelo podvrženi, pa tudi čustvena je recimo, ne. Ampak, se pravim, ta vodnarska doba, o kateri se toliko piše,
To je treba tako gledati, to se že čuti, dogaja, ampak na svetovnem. Se pravi, da se bomo mi na nek način temu prilagajali, del tega bomo, in na ene bo vplivalo manj, na ene bo vplivalo bolj. To je čisto odvisno od naše, bi rekel temu, naše rojstne karte, ki imamo in kako imamo postavljene stvari. Pa je to neka prelomnica, ker povedala si, da je recimo Pluton, ker je najbolj oddaljen od naše Zemlje, oziroma zelo, tudi zelo počasen, torej je to neka prelomnica, bi lahko rekla celo neka generacijska prelomnica, da on prestopa v znamenje in da smo priča zdaj temu, da on prestopa. On, seveda, zagotovo, zato ker ta vodnarska doba, čeprav vedno mi od Plutona, tudi ko je šel v Kozoroga, smo ful pričakovali, ne, na koncu smo ugotovili, da ni glih neke niti škode, niti recimo, niti neke koristi naredil, ker smo ful pričakovali, kako bo neke sisteme zrušil. To se je dogajalo najbolj recimo, ko je Pluton stopil v Kozoroga, takrat se je začela prva ta svetovna kriza. Leta 2008, ne, to povezujemo s tem, zato sem jo zdaj izpostavila. Medtem ko pri vodnarju bomo pa zdaj videli zelo dosti individualizma, hkrati pa tudi zelo veliki tehnološki napredki, zelo veliki, jaz mislim, da so to take razsežnosti, da si jih danes sploh ne znamo predstavljati, kaj vse se bo dogajalo. In če govoriva o vodnarski dobi, omenila si tudi recimo, a veš, tisti napredek tehnologije, tudi umetne inteligence, že v prejšnji epizodi, pa mi povej, recimo, kakšen je pa potem, bom rekla, recimo, vem za primere, da se ljudje tudi poslužujejo umetne inteligence, kadar gre recimo za neke napovedi, tudi astrološke, pa mi povej, kakšno je pa tvoje mnenje glede tega? Se pravi, ChatGPT recimo ali pa drugi AI napram, reciva tako, readingu karte. Koliko imam jaz izkušnje z njim, je zelo slab. Slab je mogoče, je pa res, da nimam plačljive verzije, tudi to je treba poudariti, kajti zelo všečno govori. Tako da za kako debato, ko so ljudje nemirni, je okej. Ampak enostavno ene stvari se mi zdi, da tako res zelo všečno, zelo lepo pove stvari. Tudi jaz sem ga sprobala, ne. Tudi recimo ljudem, ko pridejo, pa jim rečem, dajte si te pa te postavitve napisati, ali pa da imate luno, ne vem, v škorpijonu, pa si malo prebere lahko oseba o tem, a ne, ali pa si. Ampak enostavno to so take zelo osnovne zadeve, da bi pa on znal kombinirati neke različne prognoze skupaj, tukaj pa mene ni navdušil, mene ni prepričal. Ni me prepričal. Tudi ljudje so mi sami povedali, so rekli, da so si sinastrijo delali, to pomeni, kako dva partnerja na sebe, ena drugega vplivata. Vem, da tudi so razlagali, da so neke trenutke hoteli z njim skreirati, se pravi, kdaj je primeren čas za neki dogodek. In to on tako zelo lepo zapakira, ne reče pa konkretno, ne, ni primerno, ne. Tako da nenazadnje je še vedno stroj, se mi pa zdi v redu, da ljudi zna malo pobožati, no. Ampak o neki kvalitetni astrologiji pa interpretaciji pa ne. Omenila si tudi, da je, se pravi, ni situacijsko naravnan, oziroma on v bistvu vzame neko, kako si rekla lepo, neko povprečje mogoče, ne razume pa, kje se ljudje mogoče v tem ciklu nahajajo, je tako, se pravi, ne Tako bi gledajo. rekla. Pa tudi konkreten ni, ne. On ni konkreten, on daje, saj ne more biti. Tudi recimo meni je ful razlika, če gledam jaz svojo interpretacijo svojih astroloških kart drugih ljudi, vedno želim imeti stik z ljudmi. Vedno. To pa zaradi tega, ker se mi je zelo dostikrat zgodilo, da sem videla se pravim, planete na tak način, ko je pa oseba pristopila, pa je šlo vse skupaj v čisto drugo smer. In potem mi ostanemo pri lahko se zgodi ali pa lahko je, ko pa pride živa oseba z življenjem in ko sama pove, v katero smer, kako ji je pomembno, takrat dobimo pa lahko en tak lepi rezultat. In tudi lažje predvidevamo, kaj točno se bo zgodilo. Kaj točno se bo zgodilo. Po tvojem mnenju mi povej, recve, kaj pa astrolog vse potrebuje? O tem sva že prejšnji epizodi tudi malo govorile.
kaj dejansko astrolog potrebuje, da lahko naredi to analizo recimo karte, se pravi po eni strani, čeprav razume intuicijo, torej da človeka v bistvu spozna, da je neka energija, pač da sta nekako povezana, da lahko ti interpretiraš potem karto. Je tako? Torej ni samo podatki, neka analiza planetov, ampak pa še vse ostalo. Kaj bi še recimo astrolog rabil, pa recimo AI nima ali pa druga orodja, recimo. Jaz mislim, da smo že zadnjič govorili, da je vse odvisno od tega, kako naj rečem, tu je razlika, tu imamo različne standarde. Jaz sem zelo pristaš tega, da z osebo greva skupaj skozi to, ne. Ne, da mi zdaj samo pišemo ali govorimo, ampak to je moj način. AI se zelo razvija, vprašanje, kako bo to čez čas, ne. To noben ne ve, ampak glede na to, da tudi Uran bo prišel v dvojčke, oziroma zdaj je retrograden, bil je že, ampak zdaj spet, mislim, da v aprilu, to zna biti zelo velik napredek AI-ja na vseh področjih. Čisto na vseh področjih, ne. Tudi v zdravstvu so zadnjič objavljali, tako da ta napredek je lahko zelo, zelo hiter. Koliko je pa to, jaz bi rekla, da je on taki zelo generičen, tudi napovedi, ki se kdaj pišejo z umetno inteligenco, on to zna tako dosti solate je zraven, ne, pa ne, da nima prav, ampak dejansko je to tako generično. Ne, ni tu, pa tudi konkretno je težko napisati, kaj točno se bo zgodilo, zato ker se bo to vse pokazalo. Ker ko bomo mi govorili o Uranu v dvojčkih, tukaj gre za mentalno zdravje, zna biti izziv, vse bo še hitreje, sploh na tem umskem področju, potem zraven, recimo mene tudi zanima sploh trgovina. Saj to že od lanskega leta vidimo, ne, kako se ta trgovina pa carine pa ne vem, kaj še vse spreminja, ne. Tako da to so ene take zadeve, ko bomo zelo videli, pol tudi recimo napredek v kakih izobraževanjih, ampak seveda spet je odvisno, kako to na nekoga osebno vpliva, ne. Kaj se pa generalno dogaja? To ima pa vedno vpliv, to svetovno dogajanje je pa vedno povezano nekako z Neptunom, Plutonom pa z Uranom, ne, ti so najbolj močni in so, in rečemo generalni planeti, tako da smo bistvu del nečesa, ko vidimo, da se spreminja, ampak enostavno nas to samo nekako posredno se dotakne in pa posameznika glede na njegovo karto. Glede na njegovo karto, tako. Ja. Kaj praviš, Katka, misliš, da bi v prihodnosti lahko astrologi uporabljali AI ali ne? Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Jaz ga že zdaj, meni je super za slike risati. Za slike, Super, za slike risati mi je svetovno, meni je to všeč, jaz mu povem, to pa to mi nariši, ko Odlično. mi ga mimo pihne, ga popravim. Je pa res, da jaz imam onega, ki ni plačljiv, ki je zastonj, tako da pravijo, da je zelo velika razlika med tema dvema. Ljudje tudi, tako bom rekla, tudi moja klientela, moji ljudje prihajajo, pa si rečejo, da so si pomagali s tem, ampak on jim tako lepo piše in pa tudi zgodi se ena druga zadeva, ne, da pride, jaz bi rekla, da epilog tega je, da so še bolj zmenjeni. To pa zaradi tega, ker enkrat napiše tako, drugič napiše tako, četrtič napiše tako, in če nisi ti v enem pogovoru, imam res taki občutek, da jaz sem dobila občutek, da so zelo zmenjeni. Yes. Kako ti rekla, recimo generično, absolutno tudi to jaz opažam, piše in ima ton prijazen, prijateljski, torej vedno spodbuden in nikoli ne reče tega ne in onega ne, in seveda, če nimamo sami nekih razdelanih stvari, je definitivno zmeda nekaj, kar je posledica tega, ne. Sploh pa, če sprašujemo o stvarih, o katerih ne vemo veliko, recimo, nimamo niti nekih več informacij, definitivno. Ja. Povej mi, Ja, točno tako je. tako. Katka, povej mi, torej ta vodnarska doba. Kaj pa lahko ljudje recimo naredijo? Oziroma, to bom vprašala, ja, v bistvu, kaj lahko pa ljudje dejansko naredijo zase, zdaj v tem času? Jaz mislim, da vsi, ko me vprašajo, vedno rečem, pojdite nazaj k sebi. Ne, ta individualnost bo, to je za vodnarja, da je individualist, ne. Avtentičen? Avtentičen, absolutno avtentičen. Pa tako se mi zdi sam s sabo povezan, ne. Tudi v tem času
ne bomo več delali nekaj, kar ni v skladu z nami. Je pa zelo prijateljski. Načeloma je on vedno tu, pa tam, pa ne. Tako da dejansko meni bi bilo edino sporočilo to, da dajmo ne pozabiti na druge, ne. Dajmo imeti neke nivoje pa standarde komunikacije, da tudi če se z nekom ne strinjamo, sprejmemo, da se ne strinjamo. In je v redu, ker hvala bogu, da smo si drugačni. In ta drugačnost res lahko prihaja ven, ne. Tako da recimo bi jaz temu rekla, jaz sicer rečem subkulture, različni ljudje, različna razmišljanja v različnih krogih. Ta povezovanja so lahko vedno večja, ampak z isto mislečimi ljudmi. Torej, to bi bile neke pozitivne strani, je tako? Kaj pa Tako. mogoče te res negativne ali pa sence vodnarja ali pa teh stvari? Kaj bi pa recimo to lahko ponazarjalo, če o tem govoriva? Tu, kar se vodnarjeve dobe tiče, kam bo to šlo, to bomo videli. To ne bi upala govoriti. Recimo, recimo ena stvar, ki se je pokazala meni zelo ta vodnarska energija. Zdaj bom odprla, ker je to bilo aktualno. Povej, če se ti ne zdi primerno, ampak jaz bi rekla to, kar smo imeli zdaj s swingerji, recimo, ne. In takrat, ko je to prišlo ven, takrat so bili Pluton, Mars, Venera, pa mislim, da celo Merkur, nisem zdaj, ampak vem, da je bil celi steli planetov v vodnarju. In kaj se zdaj zgodi? Ne more biti drugače, če je Venera v vodnarju, dajmo se mi o nečem naprednem, drugačnem pogovarjati, ne. In potem so seveda prišle vse te debate ven, kaj je moralno, kaj je etično, spraševali smo se o tem, kje je zdaj tu čustvena globina. Ja, pri vodnarju. Nje ni. Pa to ne pomeni, da vodnarji niso čustveni, ne, mislim, da ne bo zdaj pomote, ker je spet odvisno od vsakega posameznika, kje je luna če je Venera ful dobro, ker to, da je nekdo po horoskopu vodnar, to pomeni, da ima sonce v vodnarju, ne vemo pa, kje je Venera, kje je luna in tako naprej. Tako da ne bi jaz zdaj tu posploševala. Ampak dejansko pol se je pokazala temna plat, jaz sem to tako videla, ne, kako se temna plat vidi na tak način, se pravi, če se jaz s tem ne strinjam, pač udarim, no. Mislim, tu se mi zdi, da je bila komunikacija taka, kot je bila. Druga zadeva, recimo, sploh vodnarjeva doba je to, da vodnarja bomo videli nekega genija, ki bo te meje brisal. Zdaj jaz mogoče bi rekla okusnega, neki standardi, tradicijo bo on povozil. Tudi ko beremo o tem, kako se spole menjujejo, kako se dandanes lahko krsi, pa v redu, ampak to bomo mi videli, to je vodnarjeva doba. Da bojo sprobali pač marsikaj. Tradicionalno se bo radiralo. Tako, Tradicije ni. tako. Ampak to tudi pomeni verjetno, da se bo potem vseeno pa nekaj novega zgradilo, je tako, vendar ne več tisto, kar smo poznali. Zanimivo bo, kaj bo, ko bo prišel Pluton v ribe, ker bomo potem mogoče marsikdo bo marsikako odločitev obžaloval. Izkazalo se bo, da ni bilo dobro, ne. Vedno pridejo obdobja, treba potem malo bolj kombinirati, ne samo momentalno gledati, ne. Tako, tako. Ja. Zelo zanimivo. Povej mi, Katka, še recimo tale, torej vodnar oziroma znamenje vodnara. A ima recimo astrologija ali pa, ko sva se pogovarjali o astrološki karti, si mi govorila tudi o hišah, je tako? Ja. In če sem prav razumela, ima astrološka karta 12 hiš. Res je. Kateri hiši pa vlada potem vodnar? A je na ta način razdeljena astrološka karta? In kaj to pomeni? Vodnar je vodnar je naravni vladar 11. hiše, kar pomeni, da dejansko pride takoj za kozorogom. Kozorog vedno simbolizira neko tradicijo, medtem ko vodnarju vlada še Uran, ki je pa vedno ful napreden. In ta naprednost, ta hitrost, inteligenca recimo, ne, Uran, meni so uranski ljudje res tako, mislim, res so zanimivi, no. In tudi te meje njihove, vse se da, vse v večini, saj pravim, spet je odvisno, ful je odvisno od tega, kako so planeti postavljeni. To je zdaj vse nekaj hipotetično govoriva, ne. Ampak ta vodnarska doba oziroma vodnar na splošno, ja, zanimivi so.
Imam par ljudi, ki imajo res močnega vodnarja v svoji karti. Ja, znajo živeti sebe. Se mi zdi, da imajo to, da znajo živeti pa poslušati sebe. A je tudi verjetno potem odvisno, v kateri hiši? Recimo, da ima nekdo vodnarja ali pa znak vodnarja v drugi hiši. Kaj bi to recimo za njega pomenilo potem? Ja, vprašanje je, kak ima odnos do denarja. In kakšne imajo vodnarji odnos do denarja? Ponavadi, koliko sem jaz imela z njim, ampak spet je zdaj odvisno, kako je to postavljeno. Ne? Spet je okej, vprašanje, okej. ki je potem še Venera. Ampak načeloma mislim, da kar znajo uživati. Da znajo uživati, ok. In a so vodnarji potem recimo tudi, bomo rekla, kdo, ki lahko doseže nek finančni uspeh ali ne, oziroma je verjetno potem spet odvisno od ostalih planetov, je tako? Če je to, da še kaki Saturn zraven ali pa da imaš kakega Plutona zraven, dobri aspekti, da je to na kaki dobri zvezdi, stalnici recimo postavljeno, da so spet, se pravi vse ritem planetov, ne. Ampak zelo, zelo pomembno pri vsem tem, recimo, če lahko se zdaj nazaj vrnem, je, da vemo to, da je vodnar znamenje zraka. In ker je zračno znamenje, to pomeni, da to je vse z neko miselnostjo povezano, z idejami, to je zračno znamenje. On se tudi zelo hitro spreminja lahko, ne, tok menja, ne. Tako da zato, saj pravim, jaz ne poznam enega dolgočasnega vodnarja, ne. Lepo, lepo. Super. Dobro, je pa res, da je Povej. pa res odvisno, kaj jaz zdaj na sebe pritegnem, tistih par kart, kaj sem jih videla, ne, ali pa ducate, to je to, ampak načeloma, saj pravim, nisem še videla nekoga, ki bi imel samo ene planete, samo v enem znamenju, ne. Tako da, tudi recimo, če damo zdaj recimo pri vodnarjevi dobi, tu bo tudi zanimivo, kaj se bo z nekimi, kaj se bo recimo z živčnim sistemom ljudi dogajalo. Tudi bo ful zanimivo, če bo kakšne nove patologije bojo ven prišle, ne, čeprav to bolj z Uranom povezujemo, ampak ne pozabimo, da Uran vlada vodnarju. Tako. Ne, je planet vodnarja, tako da v bistvu to je ponavadi vedno tam, kjer imamo Urana, pa če je dobro postavljen, to je vedno neka hitrost, pričakuj nepričakovano. In nenazadnje je tudi vodnar tak. Res je. Katka, povej mi, kaj bi pa recimo še za konec želela povedati poslušalcem oziroma strniti mogoče še kakšno misel glede vodnarske dobe, glede ChatGPT-ja, tudi umetne inteligence, recimo kombinaciji z astrologijo. Bi mogoče želela kaj svetovati, kako naj uporabljajo, če bi že želeli uporabljati za kakšne namene astrologije? Jaz bi tako rekla, da v bistvu vse, kar nam prihaja, je to, da se bomo mogli kar precej prilagajati. Učilo nas pa bo, da je prav, da smo tudi sebi zvesti. Ampak ta trdota, ta tradicija, tradicionalnost, taki sem, pa taki bom, to mislim, da ne več šlo, zato je zelo, ne bo šlo to več dalje. In zdi se mi prav, da mogoče ta vodnarska doba nam da neke novosti, da si dovolimo, ne, neke novosti, tudi tam, ko nam je težko. Recimo, jaz nisem tehnološki tip in imam s tem ful velike težave in dejansko bo treba, vsi bomo mogli nečemu se prilagoditi. Kaj se pa ChatGPT-ja pa vsega tega tiče, bi pa rekla tako, da zna to biti krasno orodje, pa pazimo, da ne postane orožje. Orožje, tako, zelo lepo povedano. Katja, thank you for this episode. Yes. We will see each other again in another one, and thank you for your time. Yes. Take care. Thank you too. Bye. Bye.